Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je tudi letos pripravil slavnostni sprejem devetošolcev odličnjakov z osnovne šole Josipa Vantota Kranjska Gora in osnovne šole 16. decembra Mojstrana. V Ljudski dom jih je bilo s starši, razredniki in ravnateljema povabljenih 10 z kranjskogorske in 4 z mojstranške šole. Za kulturni program so poskrbeli učenci glasbene šole Jesenice, oddelek Kranjska Gora. Nastopili so tudi člani gledališke skupine gledališča Toneta Čufarja z Jesenic. Ivan, Cankar, koliko je 1 in 1? Vprašanje se mi je zdelo smešno in razžaljivo hkrati. Kaj ti reče bi bilo treba, koliko je 1 in 1? In nadalje, kaj sprašujejo v rečeh, ki jih veže vsak otrok pod mostom. Zato sem molčal. Koliko je 1 pomaranča in še 1 pomaranča? To, drugo vprašanje, se mi je zdelo še veliko bolj nespametno. Predno sem bil sodil, sem znal v veliki noči prav dobro šteti pirhe in pomaranče, posebno tiste, ki so jih dobili moji bratje. Zoprno mi je bilo, ker so si vlekle besede tako opolsko iz ust, kakor se vleče med iz satovja. Zato sem molčal. Kaj nisi nikdar jedel pomaranč? Tisti jedel mi je udaril kakor s kladivom. Že 4. sprejem odličnjakov. Izredno lep dogodek, sami najbolj vztrajni, najboljši, najbolj perspektivni kranjskogorški in mojstranski učenci na kupu. Želim jim, da si res v življenju ustvarjajo vse, kar jim velevajo sanje. Želim jim, da se marsikdo med njimi tudi vrne v našo prelepo občino Kranjska Gora, da si tukaj ustvari družino, da si poišče zaposlitev in da ustvarja lepo zgodbo kranjskogorškega turizma, kranjskogorškega gospodarstva, kranjskogorškega vsega, kar že je, in da seveda v tej naši občini zaživi in da ostane, da zamenja naše direktorje, da zamenjajo naše direktorje, naše vodje javnih zavodov, da bodo postali prijetni učitelji, učiteljice, znanstveniki, tudi župani, rabimo tudi mladino, da bo zamenjala nas na teh pozicijah v kratkem. Na sprejem so bili povabljeni Urban Dereani, Estera Erlah, Taja Erlah, Kaja Kerštan, Zala Lavtižar Žerjav, Enej Mertel, Nikola Perkolič Rajlič, Trina Roner Svetlin, Liza Vidic, Urban Zgonc, Tal Čarman, Ema Dušanič, Urban Zorman in Neža Lakota. V zadnjih dneh pouka se je precej dogajalo tudi v sami osnovni šoli Josipa Vantota Kranjska Gora. V zaključku šolskega leta je bilo pri nas zelo pestro. Najprej smo predali ključ, torej učenci 9. razreda so predali ključ osmošolcem, nato je bila veleta. V tem tednu pa smo kar nekajkrat bili na športnih dnevih, kulturnih dnevih. Zadnji dan pouka v petek so učenci 8. razreda v Ljudskem domu pripravili proslavo ob dnevu državnosti. Za dan državnosti in zaključek šolskega leta smo učenci 8. razreda pripravili zaključno prireditev. V predstavi bomo pokazali, kako je Slovenija postala samostojna in enotna. Na tej proslavi se je predstavilo zelo veliko učencev iz 8. razreda, zato pohvala učencem za ta lep program. Zaključili smo to proslavo s podelitvijo priznanj zelo uspešnim učencem.
sedaj grejo še v razrede, kjer bodo dobili tudi spričevala. Tako da vsi učenci, res vsi učenci so pohvaljeni, tudi učenci, ki mogoče imajo malo slabše ocene, tudi njih je treba pohvaliti, tudi oni je to verjetno največ, kar zmorejo. Učencem želimo ene dolge, prijetne počitnice, seveda tudi njihovim staršem, dedkom, babicam, bratom, sestricam, naj preživijo v teh naših prelepih krajih te počitnice. Če bo pa kdo odšel tudi na morje, pa še tudi jim želimo lepo plavanje in veliko prijetnih trenutkov. Učenke in učenci prve triade so zaključek šolskega leta v Ljudskem domu pripravili že v sredo. Seveda so se tudi oni veselo poslovili od šolskega leta, učbenike pospravili v omare in šli na počitnice. Malo bodo doma, malo v hribih, malo na morju. Skratka, upajmo, da bodo vsi skupaj čim bolj uživali. Prijatelji, pridite, zapeli bomo ABC. Kdo že zna, kdo že ve, kako si da gre. Zjutraj, ko se prebudim, visoko na prstih stojim, pogledam okrog in okrog, z rokami se primem za bok. Tone Pavček, besede tak in drugačne. Ljubim besede, tiste prave, ki nočejo v glave odraslih, sončne in zvočne in vsemogočne. Modne in prožne, gladke in sladke, ki se v ustih topi, čistijo grlo in ga hladi. Kakor bomboni, ko čokolada, ko limonada, ki kadar se rabijo, gladijo, vabijo, sladijo, zvenijo. Kamp Kamne na Dovjem deluje že 30 let. Častitljiva doba za delo v turizmu. Kamp je družinski, začela sta France Voga in soproga Helena, zdaj delo nadaljujeta hčerki Ana z družino in Barbara. O začetkih France Voga pravi. Ja, začel sem zaradi tega, ker sem izgubil svoje delovno mesto v železarni. Takrat smo zaradi nove tehnologije ukinili plavže in jaz sem tam delal 20 let. Potem sem pa kako bi rekel, to ni bila moja ideja, to je bila ideja ljudi na Dovjem in v Mojseni, imaš lep teren, zakaj pa kampa ne narediš, in sem se lotil tega. Danes mi ni žal, ampak še enkrat pa ne bi upal. In kako je bilo s prvimi gosti? Začetek je bil pa tak čuden, da povem pa pravic, 2 dni in 2 noči sem čakal sredi sezone prvega gosta, in sem razmišljal, kaj je razlog, da nikogar ni. Potem sem ugotovil, da sredi sezone mora biti gostilna polna, kamp poln, in sem sem poklical soseda, sem rekel, pripelji otroke pa svoj šotor, pa sem še jaz moje otroke poklical, pa šotor postavil zvečer, pa za te danje razmere, ki je bila kampa zelo malo, smo bili polni. Skozi leta smo se malo razširili, ja, ampak zdaj smo nekako na tistem, kar naša družina obvladuje, širili se ne bomo več, ker nekaj lahko obvladaš v krogu svoje družine, kar je najlažje delati, ker nas je tukaj, jaz sem sicer v penzionu, najlažje delati v krogu svoje družine, ker imaš enkrat pomočnikov, ki ni treba plačati. Turizem je lep posel, a tudi naporen, z veliko odpovedovanja. 2 vrste odločitve so. Če hočeš uživati, moraš biti v službi, da si konec tedna fraj. V mojem kšeftu, v našem kšeftu, to, kar zdaj moje hčere delajo, pa ravno konec tedna pa mi dopusti najbolj delamo. Tako da odločitev je bila sigurno dobra, službo imamo doma, ljudje nam denar domov prinesejo, ampak mi smo se pa morali zaradi tega marsičem odpovedati in se še odpovedujemo. Potrebna so tudi vlaganja. Mislim, da letos po 30 letih smo kamp malo zaokrožili, je tak, kot mora biti. Konec koncev, letos smo naredili tudi javno razsvetljavo, video nadzor nad parkingi, tako za varnost poskrbljeno. Pač nekatere stvari je še treba dodelati, ampak v glavnem imamo vse to, kar kamp potrebuje, ampak bilo je pa res treba 30 let, da smo do tega prišli.
Z obiskom kampa so Vogovi zadovoljni. Poleti smo zmeri polni in smo kar veseli. Sicer si nismo konkurenca, sodelujemo zelo dobro, tako da se v bistvu dopolnjujemo s Špikom. In od kod gostje vse prihajajo? Letošnja sezona kar dobro obeta, rezervacije prihajajo, tako da če vreme bo, jaz mislim, da bojo tudi turisti prišli. Večinoma tujci, ja, Slovencev bolj malo, mogoče bolj za vikende, ki pridejo v hribe ali pa takrat, ko na morju postane prevroč. Prihajajo po večini Nizozemci, Čehi, Nemci, po naravi so pa to planinci, kolesarji, družine s malimi otroki, tako da vsega pomalem. No. Precej gostov imamo tudi takih, da stalno hodijo vsako leto in smo veseli, da se vračajo. Nekaj je tudi stalnih gostov, s katerimi so stkali dobra prijateljstva. Ja, dva nemška para sta hodila dolga leta k nam s prikolico, zdaj so vsi že čez 90, ampak še vedno dobivamo novoletne voščilence in lepe želje in vedno znova tudi napišejo, ko so se fino tukaj pri nas imeli in če bi mogli, da bi še zmeri prišli. Kampu Kamne želimo še obilo uspešnih let. Ta teden so se na 30. redni seji sestali občinski svetniki občine Bohinj. Sejo je začel župan občine Bohinj Franc Kramer, ki se je zaradi odhoda v poslanske klopi tudi poslovil. Pred pričetkom seje mi dovolite, da vas obvestim o tem, da sem bil na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljen za državnega poslanca. Glede na zakon mi preprečuje, da upravljam delo župana še naprej. S tem seveda zaključujem svoje 5. mandat županovanja. Jaz se vam za vse dosedanje delo zahvaljujem. Hvala vam za konstruktivno držo v korist Bohinjk in Bohinjcev. Mislim, da se je veliko naredil tudi z vašo pomočjo in sem vam za to izredno zahvalen. Sam seveda ostajam v Bohinju, dihal bom naprej tudi z Bohinjem, ne samo z Ljubljano, prvenstveno predvsem z Bohinjem, tako da upam, da bo tudi to koristilo naši lokalni skupnosti in da bomo lahko še kaj skupnega dobro naredili za naše občanke in občane. Glede na zakon, ki predvideva, da me nadomesti v skladu z zakonom o lokalni samoupravi podžupan, bi mu jaz kar predal zdajle besedo, da začnete današnjo sejo. Jaz se vam pa zahvaljujem še enkrat za res izjemno dobro delo v tem mandatu in vam želim še obilo zmag, ki bojo koristili predvsem občankam in občanom Bohinja. Zdaj pa prosim, če lahko. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Delo župana občine Bohinj je zdaj prevzel podžupan Jože Sodja. Županu jutri ob polnoči preteče mandat župana, ker je pač dobil poslanski sedež v parlamentu. Po zakonu, zakon določa, da ga menjam jaz kot prejšnji podžupan, tako da so bile dogovorjene, da on danes pač pozdrav, se zahvali tudi ljudem pred kamerami in on zapusti sejo in da sejo vodim naprej jaz. Od jutrišnjega dne upravljam delo podžupana, ki pa upravlja delo župana s polnimi pooblastili. Na koncu seje sem tudi povedal, da imam tudi svojega podžupana, tako ki sem bil prej podžupan županu, je sedaj moj pomočnik, ker imamo v statutu napisano, da je podžupan, je Jeršič Mirko. Ta mi bo pomagal pri določenih zadevah, takrat, kadar se zadeve toliko zapletejo, da je treba, da smo dva, ker se bi treba ječi na več mest ali pa določeno, da jim pomagajo. Kako pa je potekala seja v nadaljevanju? Mislim, da je šlo kar v redu. Določene zadeve, ki smo jih imeli, so bile za pričakovati. Jaz osebno sem
nisem zdaj prvič vodil sem jo prvič celoti. Mislim, da je šlo kar v redu kljub določenim, ne bom rekel zapletom, ampak pričakovanim drugačnim mnenjem. In jaz mislim, da smo se odločili na določenih zadevah kar v redu, tako da lahko rečem, da je kar uspešna. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so odprli medinstitucionalno etnološko razstavo Žehta pranje perila pred uvedbo pralnih strojev. Etnološka razstava s pomenljivim naslovom je nastajala v sodelovanju etnologin Tatjane Dovžan-Eržen in Zdenke Torkar-Tahir iz Gorenjskega oziroma Gornjesavskega muzeja. Razstava je na ogled do 16. septembra letos. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Na Rajže po poteh Triglavskih pravljic se znova lahko odpravite jutri. Zbor udeležencev bo pred pošto v Mojstrani ob 10. Turistično društvo Kranjska Gora že več kot 20 let organizira tradicionalni Andrejčkov tek. Letos bo tek prvič potekal do vrha Vitranca. Tekmujete lahko jutri. Na Vanišahu pod Korenu bo na jutrišnji praznični ponedeljek tradicionalni nogometni turnir. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Matjaža Megliča pripravlja letni koncert, ki bo v soboto 30. junija ob 20. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori. V goste so povabili pevsko skupino Korona iz Radovljice. Program bo povezovala Polona Bačnar. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!